Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, vsi prijatelji slovenskega nogometa in Prve lige Telekom Slovenije, lep pozdrav ponovno v naši družbi. Na Planet TV bomo danes v nedeljskem nogometnem sporedu spremljali obračun v Spodnji Šiški med sosedoma na prvenstveni lestvici, med domačim Bravom in pa gosti iz Kranja. Bo tudi danes eden od najbolj nevarnih mož Dejana Grabiča. Zdaj predložek, tamle pred gol Triglava, prekratek je bil. Tamle je Martin Vilmoc izgubil žogo in hitra podaja do Kramariča. Kako bodo tole izkoristili Triglavani. Visoka žoga, tudi do strela je prišel, mislim, da prav Milanović. Razlika v točkah med njima je 35 bila pred tekmo, zdaj pa protinapad Triglava. Prišel je na levi Trontelj, oziroma tam je predložek poslal. Zdaj pa nevaren strel, znova je Milanović skočil. A je hitro izgubil žogo, brez prekrška, še naprej traja napad Brava, Baturina strelja. Triglav je slabo tole izvedel, protinapad Brava, strel Nukića. Aleš Mertelj. In tudi Gliha je sprožil, Gliha je na koncu sprožil, zadnjimi močmi pa v Prvi ligi Telekom Slovenije v bojih na zelenici in zdaj je veselje Brava, ki je prišel do vodstva v 85. minuti. Kot rečeno, gol, ki je lahko že odločilen. Aljoša Matko je bil strelec. Prišel je na zelenico v 57. minuti in Matko je dosegel svoj 7. gol v prvenstvu. Predložek, dobro je tamle. Ja, zelo pomembna zmaga. 3 točke so nam v tem trenutku igrale največ, ne bi bili nezadovoljni pa tudi z neodločenim rezultatom. Pomembno nam je, da se ekipe, ki se z nami borijo za mesta 8, 7, 6, ne oddaljujejo od nas. To nam je bilo v tem trenutku najbolj pomembno. Tako kot sem že rekel, tako tekmo smo pričakovali. Iz obeh strani poznamo se dobro iz Bravotom, tako da ko so naše tekme napete, borbene, na koncu ena prekinitev, nezbranost naših igralcev in zmaga je pač ostala doma.